overthinking, ne, it's not a strategy, ne. Tako je včasih toliko preveč premlevamo pač v neki stvari, dej tiste pros, cons, pač odločce in pač nared, še zmeri boš lahko pol popravil, ne. How je toliko pomemben ko what, ne, in to je tisti del, kater pa ni nikoli samoumeven, ne. Ti ne moreš tudi kot nek vodja imeti slabega tedna, slabega meseca, pa to stresati okoli, ker se bo pač se bo poznal, ne, tako da moraš zelo hitro identificirati, pa biti odziven, no. Dobrodošli v podcastu Beyond Leadership, kjer gostimo izjemne posameznike in odkrijemo nove dimenzije vodenja in njihove talente in recepte za uspeh. Z mano je danes en zelo poseben gost. Jaz sem Dinota vabil kar nekaj časa, tako da danes imam priložnost, da se res dobro pogovoriva. Tako da, dragi gosti in poslušalci, z menoj danes Dino Zupančič. Dino, živijo. Pozdravljeni, živijo, hvala za vabilo. Zdaj, kdor Dinota ne pozna, ve, da je človek ogromno različnih klobukov, funkcij, izjemno inteligenten, uspešen, ogromno nekega znanja. Tako da danes se bomo podali v svet digitalnih marketinških agencij. Tako da Dino v grobem je solastnik in pa direktor agencije 101, partner v agenciji McCann Ljubljana, član upravnega odbora Slovenske oglaševalske zbornice, tega se bo tudi dotaknila, predsednik združenja agencij, mentor, predavatelj, ogromno nekih klobukov. Tako da, Dino, greva še malo pogledati tvojo kariero, tvojo pot, pa se pa definitivno dotakneva takih malo zanimivih vprašanj, da te malo sprovociramo. Se hecam. Se pravi, ti si en redkih slovenskih marketinških strokovnjakov, ki se lahko pohvali strokovno podlago iz elektrotehničnih znanosti. Malo tako izven, ne, druge. Ja, kar dosti druga, no. The best. Že v času študija te je pritegnila pozornost stroke z odmevnimi projekti, ne? V sklopu študentskih organizacij si bil zelo aktiven, med drugim si vodil tudi največjo študentsko prireditev v Sloveniji, legendarno Škisovo tržnico, ki še danes živi, res nora zadeva. Potem pa leta 2008 si ustanovil agencijo 101, ki je v več kot 15 letih delovanja izborila status ene najhitreje rastočih in prodornih slovenskih neodvisnih agencij. Jaz mislim, da ni več samo slovenska, tudi regijska, ne, ker ste kar že močen akter v regiji. Kot direktor in strateški vodja ekip si usmerjal rešitve v sodelovanju s številnimi domačimi in pa tujimi naročniki. Danes kot direktor v agenciji skrbiš za strateški razvoj in doseganje poslovnih ciljev. Si taka ena oseba, ki si zelo realist, tako da občasno optimist, ampak zelo realist, in verjameš, da ljudje daleč največ in da so daleč največ in najpomembnejši kapital v podjetju, tako da vem, da imate zelo dobro kulturo v podjetju, zelo veliko vlagate. Verjameš v sinergije timskega dela, vrednote kot so lojalnost, profesionalnost, zanesljivost, inovativnost, proaktivnost. Leta 2023 si postal tudi partner v agenciji McCann Ljubljana, nova zgodba, lepa zgodba, tudi tega se bo dotaknila. V zadnjih letih, zdaj pa ta highlight, je bila agencija večkrat nagrajena na domačih festivalih, se pravi SOF, Sample, Digit, Sporto, Websi, EFI in pa mednarodnih festivalih, tako kot je Clio Awards, European Excellence Awards, mogoče kaj narobe izgovarjam, Balances. Vse super. In samo Awards ter finalist. Balkanes, evo. Ta je naš regionalni Kan. Aha, ok, pa tudi na festivalu v Kanu. In pa še zadnja podrobnost, da par dni nazaj ste v bistvu na Websiju bili 4. zapored agencija leta, to je zdaj skupno 6. Pobrali ste 19 nagrad. Wow. Ja, kar nekaj smo jih imeli za preštevati, no. Mogoče kar bi izpostavil, da vseeno smo pa te nagrade prejeli s 5 različnimi naročniki, tako da na Websiju moraš imeti kar vrsto različnih dobrih del, da potem postaneš najdigitalna agencija leta, ne. Tako da mora biti res spekter kar širok neke kvalitete. Predtem greva na vprašanje še ena v bistvu zanimivost, in sicer na Websiju 19 nagrad, par mesecev nazaj na SOF-u 9 srebrnih in 1 zlata nagrada, in to je zdaj samo v zadnje recimo pol leta.
Če štejemo zdaj 15 let, odkar delujete, kam spravite vse te pokale, te nagrade? Smo se mogli seliti, tako da evo, od junija naprej smo na novi lokaciji in imamo dovolj polic, regalov, tako da je še dovolj prostora, bomo zmogli. Se pravi, vi, ki ste rekli, rastemo število klientov, število zaposlenih, pa tudi število pokalov. Super se sliši. Greva na prvo vprašanje, zmeraj malo se vrnemo v preteklost. Če bi bila midva sošolca gimnaziji, kakšen si bo takrat? Že takrat se rad ukvarjal, promoviral, gledal marketing in tako naprej. Ja, jaz sem bil najprej, nisem bil na gimnaziji v srednji šoli, ampak sem bil pač na elektro, ne? Tako da sem bil bolj za kakšen šport. Moram pa reči, da sem bil v tistem okolju kar nezadovoljen, zaradi tega ta pač inženirski del pač mi gre, ne? In ponavadi tisti, ki imaš malo talent ali pa za kakšno stvar, se ti zdi sej pa to ni nič kaj tazga. Tako da sem kar težko shajal med samimi fanti, med samim pač nekim egom, no? Tako da, če gledam ta del, tako da sem bil zelo vesel, ko sem se pridružil dijaški organizaciji v Novem mestu, pa potem kasneje študentski organizaciji, ko smo prišli, rečemo, do nekega realnega, do nekih projektov, nekaj smo si zamislili, pa smo potem to uresničili, pa dejansko ni bilo tako kot v šoli. Tam, ko si nekaj narobe naredil, pa si jih dobil po glavi, tako da rečem, in meni je bilo zelo všeč ta reel, se pravi, ta accountability, ti gre takoj na 100%, takoj moraš deliverati, in ne moreš se pač izmakniti, ne moreš reči, se je tista ocena, pa mi ni toliko pomembna, pa se sem neka številka, ampak dejansko se vidno. In ta realness, in mogoče te mešane ekipe, se pravi, da je bil pač tako kot da smo bili pač punce, fantje, tukaj se mi zdi tudi, da je bila pač neka dodana vrednost in neka tista ta prava energija, tako da bom rekel, da sem se kar takrat zasvojil s tem projektnim delom, organiziranjem dogodkov, in to je šlo potem tudi na nek način naprej. The best. Organiziranje dogodkov in pa accountability, tvoja prva večja prireditev, Škisova tržnica, to je tak zelo velik dogodek. Kako se tega lotiti? Ja, mogoče, ko si 23 let star, je to kar malo prevelik zalogaj. Tudi, to je rečemo ekipa, to smo bili ekipa študentov, to ni bila zdaj profesionalna ekipa, ki se celo leto pač s tem ukvarja, se pravi, je dalj cajta prisotna na trgu z ne vem kolikimi izkušnjami, ampak osnovni koncept Škisove tržnice in pa študentskega organiziranja tako nasplošno je, da mladi dobijo izkušnje. Se pravi, mi smo lahko participirali, nekaj smo si zamislili, smo zadevo izvedli, hkrati je pa ta accountability, ki sem ga prej omenil, to prije 20,000 ljudi, tam ni prostora za napake, in to je tako, pač greš v vodo in boš plaval, ti res moraš deliverati, ni tako, mogoče pa takrat tisti teden malo ne bi, pa bi potem pač malo kasneje, takrat se to konča. Jaz sem videl pač priložnost, sem jo pač pograbil z obema rokama, pa tudi, kje je to tisti čar eventov, je ta adrenalin, Ti imaš nek prazen prostor, in priješ gor in moraš vse postaviti, celo tehniko, celo gostinstvo, celoten program moraš speljati, varovanje, se pravi, v večjih segmentih ti mora zadeva, se morajo zgoditi kljukice, da je potem neka izkušnja taka, kako mora biti. Pa šele mi govorimo, zdaj imam pa res dobro uporabniško izkušnjo na enem eventu, treba zelo veliko stvari od zadaj, bom rekel, zgraditi. Koliko pa je bila to velika ekipa? Mislim, da nas je bilo okoli 10. Ja, ni tako velika, glede na pa zadnji trenutek se je še pridružilo še par ljudi, delalo je pa je tam 200 ljudi, potem na dan, tako da po last minute se to kar rašira, Pa si pa spet kar naenkrat samo v študentski sobici, tako da je od do, The best. Daj mi povej, zmer mi je fascinantno, ker imam izjemne posameznike, tako kot si ti, ki imaš različne funkcije, različne klobuke, od tega, da si solastnik pa direktor agencije 101, partner v agenciji McCann, tudi član upravnega odbora Slovenske oglaševalske zbornice, predsednik Združenja agencij.
Kako se ti razporejaš svoj čas? A se ti pripravljaš v nedeljo za naslednji dan, da imaš najraje sestanke dopoldne, popoldne? Mislim, večino sestankov probam dopoldne narediti, drugače pa organiziranost, Google koledar, pač to je zaseden za 2 meseca vnaprej in si pač probam tako razporediti. Ne. Seveda so tukaj potem prioritete, zelo jasno je tisto, kaj je tisti teden, kaj se mora narediti. Tudi kot agencija ali pa dost funkcioniram do konca tedna, ne. Se pravi fokus, ne. Kaj imamo ta teden za narediti in da se potem to res konec tedna, da so zadeve obklukane in pol gremo naprej. Kaj pa ti si daš, recimo tudi kakšne blokerje za tvoj, ne vem, prosti čas ali pa za alone time, da lahko podelaš, ker se mi zdi, da dostikrat ljudje, ki smo zelo zasedeni, ti si tak lep primer, ogromno nekih pomembnih stvari, da si moraš včasih kar rezervirati. Ja, za druženje s prijatelji in to pač si rezerviram, pa da sem z družino ali kakorkoli, to mi zelo veliko pomeni. Drugo je pa vse multitask. Ena stvar čez drugo, ampak lej, zaenkrat nekako s prioritetami mi vse uspe. Kar ne pomeni, da je pa tudi nekaj, kar ni povezan z biznisom, da nima visoke prioritete in da pač tisti dan se bo naredil, ne glede na to, kaj pač kaj drugega na krožniku, tako da rečem. Peva v letu 2008 in sicer pride ideja Agencije 101. Kako je prišlo do te ideje, da mi malo razložiš? Ja, jaz sem bil kar malo iniciator, pa si pač nekaj ubijem v glavo, pol kar krenem. Ne. Seveda pa se nobenem drugem ni takrat zdela dobra ideja, ne. Vključno s partnerju Petru Vidmarju, s katerim pač, mislim, sva najboljša prijatelja in poslovno povezana, tako da sva vsak dan skupaj, tako da sva si mogla nekaj najti, da ohranjava prijateljstvo in očitno je bilo to potem poslovna pot na koncu. Ampak ja, mogoče iz kje sploh izvira, zakaj tva agencijo, zakaj tva advertising oziroma začeli smo z organizacijo dogodkov, je povezano s tem, kar sem prej delal. Ne. Se pravi, Škisova tržnica, pa pred Cvičkarji sem bil zraven, pa še druge neke evente sem organiziral in ko sem bil star 25 let, takrat sem rekel, ok, ne, zdaj ali boš še naprej pač v tem študentskem organiziranju, ne, ali boš pa potegnil črto pa rekel dost, zdaj pa zaključimo to, sem bil mlad, sem se učil, kakorkoli, zdaj pa gremo probat. Ne. Tveganja ni na začetku, ne, zaradi tega, ker mislim, da je bistveno manjše, kot če imaš ti enkrat družino, pa vse, pa se takrat odločiš, da boš ustanavljal podjetje, pa takrat lahko živiš 200 evri na mesec, to karikiram. Mislim, to bo vsak študent rekel, da je v bistvu samo gleda tisto, kar zaprav, ne tisto, kar so vse starši še od zadaj vse pokrili. Tako da mi je bila neka taka pot za sprobat. Pa tudi dobil sem, rečemo že takrat, ponudbe za službo, pa ne za, bom rekel, za slabo plačo, ampak enostavno se nisem videl v tem. No. To biti sam svoj šef, upravljati s časom, imeti neke ideje, jih probati realizirati. Ne. To je pač tisti drive, ki ga imam in še danes pač rad to delam. Ne. Se pravi, da če bi bilo kaj s to potjo narobe, mislim tudi, da bi nekako že zaključil ali pa še kaj drugega delati. Ampak vseeno, se pravi, v 15 letih postati 4-krat zapored agencija leta, toliko enih nagrad na vseh teh festivalih, biti res številka 1 je fascinantno, res čestitam obema. A je to tako, če gre zdaj malo v delovanje agencij? Zdaj, jaz recimo zelo rad gledam Mad Men, ker se potem razglablja, pa pride klient, pa super brainstormajo, pa je to tako, wow, the best. A je? Dobar, ti si verjetno zelo poenostavljen, ampak morate biti zelo mislim, je podoben malo. Mislim, tiste je tako zelo gledljiv, ne, in je pač, mogoče nismo taki cari, kakor so oni, ne, ampak je malo drugačne, bi pa mogoče, kljub temu je pa tudi timsko delo, ne. Tukaj zdaj nisva 2, ne, tukaj je cela ekipa 45, ne, in če rata ta drive na nekem scaleu narediti, ne, pol bodo tudi rezultati. Ne. Zdaj, nagrade so sem en del, nek pokazatelj, da pač te stroka verificira, da pač tisto, kar delaš, pač da je dober ali pa pač boljše. Ne.
V osnovi je pa nam pomembno tudi, kakšne odnose imamo na firmi, kakšne imamo poti, ne vem, kako se razvijajo, sploh na mladih dosti delamo. Ne. Se pravi, smo tudi super entry point za dosti mladih in ko se srečajo z agencijami ali pa potem grejo tudi na kakšno naročniško stran. Tako da ta nek celoten ekosistem je. Ok, imamo ambicijo, sem po drugi strani hočemo pa tudi delati na ta prav način. Se pravi, how je toliko pomemben kot what. Ne? In to je tisti del, na kateri pa ni nikoli samoumeven. Se pravi, ti ne moreš tudi kot nek vodja imeti slabega tedna, slabega meseca, pa to stresati okoli, ker se bo poznal. Ne? Tako da moraš zelo hitro identificirati, pa biti odziven. No? Deva se pomakniti še malo naprej, oziroma 2 leti nazaj, natančno, agencija McCann Ljubljana. In sicer McCann se mi zdi, da je večina pozna, tisti, ki ne boš lahko ti malo več povedal, ampak to je res mednarodno priznan brand. McCann je ena izmed največjih agencij na svetu, tako da to je v domeni IPG Group, pa še zdaj se neke združitve dogajajo, tako da definitivno je neka ponudba tudi za naročnike, ne, se pravi, ne samo v Sloveniji, ampak to je mrežna agencija, ki hitro več trgov pokrije. Ne. Tako kot je pač Stoenka neodvisna in je fokus, rečemo, bolj na lokalnem trgu, pa te digital first za izven, je pa McCann super vstopna točka za podjetja, ki hoče tudi potem v tujini biti prisotna, ki hoče imeti, se pravi, res imeti svoj footprint širši, kakor pa v tem delu. Da mi povej še, kaj recimo bi rekel, da je bilo v tej tvoji karieri, ki pogledaš nazaj, ta aha moment, to je američani dosti rečejo, da aha moment, ki si rekel, to je to, kar hočem delati, v tem uživam the best. Si se naježil, veš, kaj si rekel. Ja, spomnim se, ko smo delali skrito sobo pobega za UNICEF Escape Room. To je šlo res za socialni eksperiment. Takrat, ko veš, da je za res, ko pač en tak projekt delaš, ki je pač kar dosti at stake, ne, ampak tukaj govorimo o nekem socialnem kapitalu, ne pač o drugem, ne, in eno tako težko temo, ki je tabu, pripeljati gor z neko kreativno rešitvijo, ne, in veš, da je ta kreativna rešitev dejansko omogočala, da se bo tudi nekaj v družbi spremenil. Ne. To je tisti power of marketing in takrat sem pa čutil, mislim, tako nek ponos do tega, kar delamo. Ne. Mislim, je pa tudi zelo manjši. Ne. Sej, včasih gledamo eno veliko stvar, ne, ampak tudi že pa tukaj hitro pozabimo. Ne. Že to, da te podjetje funkcionira, že to, da ti pač izplačaš plače vsak mesec, to, da imaš pač zadovoljne naročnike. Ne. Mislim, lahko je zelo tudi iz manjših stvari to sestavljene. To je res, ja. Kdaj kakšne stvari jemljamo za samoumevne, pa niso. No. Tako da pa gledamo samo en velik cilj, ampak jaz mislim, da treba več kljukic narediti, pa tudi kdaj si reči, ok, ne, zdaj smo pa to naredili tako, kot je treba, tudi to je dobro. Ne rabiti sem nagrade, naprimer. To je res, ja. Moram reči, da prvič, ki si mi pokazal to kampanjo, je bilo, tudi jaz, moram reči, da res čestitam, noro. Peva še na eno uspešno zgodbo in sicer razvili ste nekaj za bar kafe, AI orodje za šloganje. Nora zgodba in imeli ste že v Sloveniji več kot 200,000 šloganj. Ja, da je nam malo predstav. Ja, to je bil dejansko, mislim, projekt, ko smo mi, rečemo, kaj je AI prišel, ne, ali pa language models, ali karkoli, na agencije so se malo pač zbale, ne, po Sloveniji pa okoli, mi smo pa skočili gor na polno. Ne. In smo gledali, ne zdaj AI uporabljati, pač zaradi tega, pač, da ga uporabljaš, ne, ampak kako, rečemo, ta naš osnovni craft, ne, ko je pač kreativno razmišljanje, pa res kreativne zgodbe in tako naprej, kako ga sem noter pripeti. Ne. In rečemo za bar kafe smo naredili šloga AI,
To, mislim, slikal si svojo pač kavno usedlino, šel lepo gor pač na page in ti je pač pošlogal tvojo prihodnost ali pa glede na tisto, kar te je zanimalo. Ne. In na koncu je tako zgodilo, da so bile to Viber grupe, ki so se ustvarjale in so noter si šlogali. Se pravi, je res ena taka. Se pravi, iščemo insight, ne. In tukaj je bil šloganje, pa kava je povezano, ne. Ampak zdaj nove tehnologije nam pa dajo glih mogoče nekaj, kar do zdaj ni bilo videnega. Ne, nora zgodba. Res, tudi jaz sem se steral, ful dobro, ful zabavno. Tako da besne, kako lahko združiš neko kreativnost. Pa mogoče, ajde, sem še en cukrček. Ne. Ena izmed stvari, ki smo napovedovali prihodnost, smo tudi napovedali razplet ene epizode Skrito v raju. In takrat je pa počelo gor. No. Tako da dejansko smo dobili ta insight in to pelali potem kreativno čez projekt. In je bilo taka neka spet dodana vrednost za uporabnike. Ne, the best, ful dobro. Daj mi malo povej, in sicer omenil si 45, kar lepa ekipa, zelo velika ekipa, tudi velika odgovornost za vaju s Petrom. In sicer vrednote, ki si jih izpostavil, so lojalnost, profesionalnost, zanesljivost, inovativnost, proaktivnost. Kako vidva sestavljate ekipe? Se pravi, vi dobite nek projekt, verjetno že imate nekaj vnaprej, tako da kako sestavljate glede na določene stranke ekipe, pa kako nasploh vidva sestavljate svoj kader, ker je to zelo pomembno, ne, da imate iste vrednote, da dihate. Ja, mogoče glih pri kadrovanju. Ne. Te vrednote so ključne. Mi že od nekdaj mislimo, da vsak, ki bo imel pač neko ambicijo, pa ki bo hotel se učiti, se bo lahko res zelo veliko stvari naučil. To pa, da ima neka oseba pravi vrednotni sistem, to je pa tisto, kar je zelo težko spremeniti, oziroma pač tega ne spreminjaš. Ne. To rečeš, ok, ne, ta oseba je taka, zdaj pa probajmo mi najti skupno pot. Ne. Tako da definitivno pri kadrovanju je to number one stvar. Ekipiramo pa po naročniki, tukaj tudi ne delava tega vsega midva s Petrom, ampak imamo ekipo oziroma vodje, ki to zelo dobro znajo zmenedžirati, da potem naročniki dobijo tudi neko stabilnost, neko pogled in da lahko z ekipo lepo potem razvijajo projekte. Ne mi povej še sicer, tudi ta del mi je zelo fascinanten, vi delate res z velikimi brendi, ne? Če sam par izpostava, Bar Cafe, Podravka, Novartis, Argeta, Spar, Volkswagen, pa ogromen nekih brendov močnih. In sicer, ko pride en tak naročnik, kako se začneš pogovarjati? A ti kdaj to dajo kakšen negativen feedback? Pa so pol malo jezni ali ne? Ali kako to deluje? Mislim, meni so, to je bilo mogoče že od nekdaj, ko smo mi začeli, ali pa še, ko sem bil študent. Ne. Mi smo imeli že na Škisovi tržnici, prej so bile donacije, mi smo to spravili potem v neko tržniško komuniciranje oziroma aktivacijo sponzorstv, kaj sploh nismo vedeli, ne, kaj v resnici, kaj mi delamo, smo prodajali pač oglasni prostor z neko dodano vrednostjo pač in tam aktivirali na mladih. Ne. In jaz že takrat nisem imel problem iti na neko firmo, pa se z nekim pač direktorjem pogovarjati ali kakorkoli, ker zame, jaz sem spoštovanje do ljudi in isto sem imel spoštovanje, ne vem, do varnostnika, ko sem dol pač parkiral, pa ne vem, sem bil 3-krat tam, pa smo imela nek že odnos, pa neke fore, tako da ne rečem, ne, ali pa pol, ko sem šel na upravo, pa tam potem sedel z nekimi resnimi temami, ne. Normalno je pač malo drugače obnašaš, se prilagodiš, ampak zmeraj sem pa pač probal biti tak, kakršen sem. In to mislim, da če je človek tako, kar je, ok, pa sta sem dve opcije, ali te bo pač nekdo kupil, ali te pa ne bo, ne. Nimaš pa ono, da enkrat te bo, ko se boš prilagodil, pa drugič boš pa nek drug obraz pokazal, ne. Tako da to je pa nekaj, kar nimam tokrat, no. Pa mislim, veliko rajš z pristnimi ljudmi, ne. To, če mi nekdo neko šibkost pokaže, nimam s tem nobenih težav, ne, ali pa tudi jaz jo pokažem, mislim, da je tako prav. Kakor da se nekaj pakira, pa pol... Se strinjam. Daj mi povej, kako pa ti funkcioniraš s svojo ekipo? Kakšen način feedbacka imaš rad? A si direkten, ali si bolj sandwich metoda, pohvališ, pa pol ni ok, ampak hkrati si pa vrhunski, ful te imamo radi.
Mislim tako, jaz mislim, da mora biti spoštljiv odnos, ne glede na to kaj delamo. V resnici pa te feedbacke kot taki, ne, nisem preveč pristaš zares. Ok, pa bolj, ko se strateško ukvarjam, mogoče nisi na tistem pač dnevnem feedbacku. V resnici verjamem neki feed forward. To pomeni, ne, da ti nekomu krepiš tisti del, ki ima močen in se s tem razvije, potem, da krepimo talente. Ne, da tako kot smo imeli pač včasih, da imamo imeti vse povprečno, ne, pa bo potem v redu, ne, pa če bo nekdo v nekom slab, nujno bomo zdaj vsi delali, da ga bomo zboljšali v tem delu, ne, dajmo rajš krepiti tam, kjer je talent. Tako da jaz bolj v ta, ok, je nek higienski minimum, ampak drugo je pa potem, verjamem, da treba ta talent management, da treba na tem delati. No, to mislim, da tudi širš, kot v naši firmi ali naših firmah. Se strinjam, hudo, feed forward, to se mi zdaj tako do zamisliti. Bi on drži podcast. Kako ne dati feedbacka, ne se feedback, koliko več nam tega uporabo. Daj mi povej, verjetno ti veš in tudi ti opažaš, ne, da je ta nasičenost marketinških agencij, digitalnih agencij res zelo visoka, na visokem nivoju, zelo veliko je nekih novih agencij vsak dan. Vi ste številka 1. Kako gledaš na to? A je prostor, da je toliko teh agencij, a se bo trg skonsolidiral? Ne vem, na meni se zdi, da skoraj vsak dan slišim, da je en odprl novo agencijo. No, mislim, najprej, če smo lahko malo realna. No? Ja, deva. Smo eni izmed, je tudi še kar nekaj drugih dobrih agencij v Sloveniji. Ja, zelo veliko, ne? Ampak jaz zmeraj to primerjam s fuzbalom. Le koliko ljudi fuzbal igra. Okay, pa eni so potem pač bolj uspešni, eni malo manj. Ne? Lahko se imajo pa tudi, lahko si v eni, ne vem, 6. ligi nekje, pa bo to v redu zate, ne? Veš, pa boš imel neko plačo. Tako da je čisto odvisno, po moje, kakšne so ambicije. Ne. Bi se pa drugače vprašal, ne. Tu pa je nekaj, o čem razmišljam, ne. Zakaj nam kot, pa zdaj bi mogel imeti jaz odgovor, ne, ampak dobro. Zakaj rečemo slovenskim agencijam, pa podjetjem na splošno, ne, toliko ne ratuje v tujini, kot bi lahko. Ne. Sploh glede na to, ko vidimo, kaj se zdaj dogaja, ko gre pa če dalje več ven, ne, in tudi to vpliva potem na neko kakovost storitev in vse, kar se dogaja pri nas. Ne. Tako da bi si želel, da bi bili Slovenci še malo bolj ambiciozni, pa da bi se znali nekako en drugemu pomagati, pa se veseliti uspeha en drugega. No. To je tisto, kar se mi zdi tudi neka taka pomembna zadeva. Ja, da se proslavlja. A vi v podjetju imate navado, da proslavljate mehne zmage tudi, ne samo te velike, kakor Vepsi in Sofi in tako naprej? Imamo. Moram pa reči, da kdaj nas pa malo kar zasuje delo, ne? In pol se nam zgodi, da kaj ne nazdravimo, se ne poveselimo, ampak kar pomeni, da se bo to pač zgodi potem v roku tedna, 2. Ne? Bi si pa kdaj želel, da bi bilo še prej, ampak vsi moramo pa tudi na koncu pač deliverati tisto, kar treba dnevno. Ne? To je res. Deva se malo dotakniti ene paralele in sicer v študentskih letih si vodil Škisovo tržnico, ogromen projekt, 20,000 ljudi pride na dogodek. Zdaj vodiš podjetje, kjer ste med top agencijami v Sloveniji in v regiji. Kako vodiš zdaj? A se je tvoj stil vodenja kaj spremenil? Kaj si opazil pri sebi? Ja, mislim, drugače vodim. Mislim, da imam bistveno manj te mikrokontrole, da se bolj strateškimi stvarmi ukvarjam. Pa tudi vidim, da če nekdo ne naredi iz prve prav, ali pa čistko, kot sem si zamislil, ne popravljam. Tako ful bolj pustim. No. Mislim, bolj razumem nek ta proces, kako gre tudi neka krivulja učenja, kdaj komu reči, kako podati neko informacijo, da se bo potem pač nekaj zgodilo. Tako da
mislim, da ima malo manj tega direktnega, ne, na začetku. Ne. Jaz sem z elektro prišel, ne. Jaz sem bil maksimalno direkten, to si se nič naredil. Tako da, valjda, mislim, sem bil tudi zelo vesel, ker sem bil zmeraj med takimi ljudmi, da so mi povedali, ne, zmeraj sem imel pač tako odnos, ne, so tudi rekli, Dino, lej, ne, ti mene pa si pač dal nič, ne, s tem, ne. In pol sem dojel, ker pa tudi vsi doživljamo neke feedbacke ali kakorkoli, ne. Pa tudi, kaj meni kdo tako, sem videl, da me ni motiviral, da ni tisto pač, kar bi šlo naprej. Tako da zelo mi je koristilo, ker sem imel hiter, zelo kot mlad pač delo z ekipam, da nisem neki sam delal, ne. In mogoče ena taka stvar, glih iz tega inženirskega vidika ali pa ne vem, ta background elektro, ne. Ko sva s Petrom zares dobro poštartala agencijo, sva mislila, koliko ima v midva velik minus. Ne? Noben od naju ni art direktor, noben od naju ni kreativni direktor, ne? Noben od naju ni ni nek komunikacijski strateg ali pa karkoli. Se pravi, noben od naju ni strokovnjak, ki bo šel zdaj do naročnikov, ne, pa jim pač nekaj prodal. Ne. In pa ne vem, na koncu imel nekdo, ki je bil v podjetju, je imel 2-krat višjo plačo, kakor sva imela midva na začetku. Ne. Ampak s časoma, ne, sva videla v bistvu, da je to prednost, zaradi tega, ker nisem bila tudi tako osebno v nekih rešitvah noter upletena ali kakorkoli, ampak smo zmeraj imela nek ta občutek, ne, kaj bo to dobro za naročnika, kako zmeraj smo lahko en korak stran stopila. Ne. Tako da, in smo se že od začetka ukvarjali z managementom. Se pravi, midva nisva bila nek obrtnik, ki je pač nekaj delal, pa si pa dobil še 5 ljudi zraven, ki je delal isto kakor ti, ne, se pravi, da si razširil produkcijo, ampak sem se že v štartu s tem ukvarjala z ljudmi. Ne, tako da mislim, da klej je ta izkušnja ziher pride prav. Da best. Se včasih je mogoče boljše, da nisi, kot si rekel, pa nisi toliko notopetne. Imaš mogoče drug pogled, drug objektiv. Ja, mislim, je tudi fajn, mislim, kaj vedeti, ne, pa kaj znati. Dobro, sem zdaj v teh letih sta verjetno pa že kar ne, sej zdaj, ampak gledaš pa takrat, ne, gledala sva pa, mislim, ko sva naredila prvo, ne, analizo, ne, pač konkurence v prvem letu ali pa 2 letih, to so bile ta velike agencije, pa mi zraven, ampak dobro, lej, tako je, moraš biti malo ambiciozen. In pa kar naenkrat sem pa začel opažati, ne, da so pa večje agencije takrat rekle, olej, te pa so konkurenca. Ne. Tako, takrat sem prvič videl, da takrat je ta neka potrditev tudi prišla strani trga, ne, da tudi prav delava. Ne. Daj mi malo povej, in sicer, glede na to, da ste med top, morate tudi skrbeti, da je skozi nek nov pritok znanja. Koliko pomembne so pol te, recimo, konference, festivali, mednarodni, tudi slovenski in tako naprej? Kje v bistvu črpaš pol novo znanje, oziroma črpate novo znanje, nove v bistvu te insighte, kreativnost, ker verjetno trendi se hitro spreminjajo, ne? Mislim, zdaj je že tako, ne, da težko že čakaš na konferenco, ne, kaj je trend, ki pride v enem dnevu, drug dan moraš ti že obvladati, pa ga tudi pravilno, kreativno upeti. Zdaj mi nekako na 2 dela delimo. Ne. Eno je inspiracija, ne, drugo je pa pridobivanje znanja, tukaj hodimo po festivalih. In tudi na ta način, ko nekoga mi imamo za celo leto naprej, naredimo za vsako osebo, se pravi nek plan obiskov, na katerih skillih treba delati in tako naprej. In potem na podlagi tega to damo obisk festivalov, lahko so to čisto kakšna online izobraževanja, tako da probamo kar kombinirati. Kako si lahko danes, recimo, so določene panoge, določene industrije, kjer si ne moreš privoščiti nekih, bom rekel, poskušanj, napak, kakorkoli.
Koliko pa pri vas v bistvu poskušate? Verjetno naredite več verzij, eno verzijo, ki delate s kakšnim naročnikom, je to skozi neki... 101 verzijo. Ja, 101, ja. Mislim, kreativni proces gre ponavadi tako, da je prej zelo veliko nekih idej, pa se neko evalvacijo naredi, pa se gre do naročnika, za eno ali z dvem idejam in pol na podlagi feedbacka to naredimo. Zdaj pa boljši, ko bo brief, boljša bo potem tudi rešitev. Se pravi, ta saying garbage in garbage out, to kar drži. Tako da je pa res, da bolj ko pa z naročniki dalj časa, ko delaš, to je mogoče še en aspekt, mi še danes delamo s prvim naročnikom, ki je Pivovarna Laško Unijo. Tako da bolj ko naročnika poznaš, pa kaj je to pač neka dolgoletna, zna pa tudi agencija, potem kaj proaktivno prenesti, pa sama pokazati, kje so lahko kakšna stvar za naprej. Ampak recimo, če se dotakneva, ta šlogan je res fantastičen projekt. Kako priješ pa do take ideje? Recimo, kot ekipa brainstormaš z naročnikom in rečeš, ok, na eni strani bar kafe, AI, dajmo to narediti. Sliši se v bistvu bolj simpel, pa verjamem, da je toliko enega časa brainstorminga, raziskav, narejenih od zadnjih dela. Ja, mislim, zmeraj pač iščeš nek insight, se pravi neko pogled v ciljno skupino, kaj jih driva, kje so neki psihološki motivatorji in tako, pol pa probaš to rešiti. In če zdaj, da to lahko rešiš z neko novo tehnologijo, je pol to še toliko boljš. Tako da upam, da sem odgovoril. Mislim, je pa vse te AI tooli, ki smo jih delali, pa za špar pomočnika v kompletu z recepti in tako naprej. To so vse stvari, ki so bile načrtovane. Mi smo zavestno šli v ta del. Ni se nam zgodil en AI tool, pa za špar smo celo naredili oglase, ki so bili na TV-ju z AI tehnologijo. Tako da tudi tukaj je mislim, valjda smo razburkali malo spet sceno, ampak tako smo pokazali, da se da. Ti, ena izmed klobukov oziroma tvojih funkcij, si tudi dostikrat mentor. Tudi jaz občasno prijem po kakšen nasvet k tebi in takrat res si vrhunski. A si tudi ti imel na svoji karierni poti ali pa imaš še zdaj kakšnega mentorja, ki te je vodil? Vsak človek ima svoje dobre in slabe. Zdaj, če bi me vprašal, kaj je slaba, je točno ta, da se nisem zatekal toliko mentorjem. In zmeraj sem mogel failati, pa se z tega naučiti, pa šele tisto, ki je bilo v praksi, tisto, ki najbolj boli, da tako rečem, iz tistega sem se najbolj učil. Tako da, zdaj, če bi dal mlajšemu oseb na svet, to se hotel vprašati, bi ziher šel do zdaj pa vprašanje, če bi ta mentor hotel mene mentorirati, ampak dobro. A bi kaj spremenil, če bi šel nazaj, pa bi srečal mlajšega Dinota, lik je zaključil Škisovo, tržnico, a bi si takrat dal, kakšen svet bi si dal, oziroma bi kaj spremenil? Ja, mislim, zdaj je edino vprašanje, katera letnica bi bila takrat, ko bi se vrnil. Če bi bil jaz danes mlajši, bi se dal bistveno drugačen na svet, kakor pa takrat. Zdaj bom probal odgovoriti, če bi bil danes mlajši, kaj bi si dal. Ziher bi šel nek digital product. Se pravi, nekaj, ki je pač bolj scalable, nekaj, kar pač odpira, ki gre čez meje ven. In me zelo veseli, ko vidim dosti mladih, tudi tukaj po Sloveniji, da zelo hitro začnejo neko svojo pot stopati, da znajo potem nek scalable biznis narediti. Tako da, če bi si dal pač kakšen nasvet, bi bilo to, ampak zdaj sej nikoli ni prepozno, tako da rečem, ampak ziher pa moraš se polno posvetiti takemu načinu razmišljanja in pivotirati toliko časa, dokler ne zagrabiš nekaj, kar jaz mislim, da je prav ni toliko sreča, mislim, kot je the way of doing. Se pravi, če imaš ta prav proces, verjamem, da lahko tudi kakšna taka večja zgodba polarata. Ne mi nekaj bove in sicer, jaz sem tudi dosti delam startup in sicer opažam, da velikrat, sploh recimo v zadnjih 2 letih, vidiš ogromno nekih ekip, ki so zelo tehnične. In vidiš, koliko pomembna je ena oseba, ki je vrhunska v marketingu.
Kako ti gledaš na te funkcije, recimo tudi v nekem klasičnem podjetju, ki imaš prodajo, ko si pravi, ful pomembna, pa imaš razvoj, ful pomemben, pa imaš marketing, ki je pa tudi ful pomemben, ne? Mislim, marketing je zame, zdaj bom generalno najprej odgovoril, pa mogoče greva na startupe. Marketing je zame čisto strateška funkcija. Se pravi, če enkrat govorimo v strategiji podjetja, je marketinška strategija zelo, zelo blizu. Ne? Se pravi, pa tudi, če ni, da akviraš stranke, je mogoče sem to, na kakšen način se z njimi ukvarjaš, kakšen upsell delaš, na kakšen način gradiš odnos, kakšen imaš brand value kot tak. To je vse, kar je zelo pomembno. Ne. Zdaj za startupe se mi pa zdi, da mora biti ta simplicity. A oni morajo pa zelo jasno povedati, kakšen problem rešujejo, in vem, da ste tudi ful zdrilani in mislim, da zelo to dobro delate, vsem, kar svetujete, tudi super, Mark, da ti tokim svetuješ in pomagaš mladim, ker to je pač res ta stvar, ki je pomembna in na nek način tudi zmeraj vsega, bom rekel, daješ nekaj nazaj, tudi svojim znanjem. Tukaj se mi zdi, da je pa ta simplicity, pa ta elevator speech, kot smo prej rekli, da imajo ta del res razdelan, zbud me sred noči, pa ti s prvim stavkom ti povem, kako zdaj ta naš product service rešuje nek problem in zakaj bi ga imel. Eno tezo imam in sicer bi rad, da potrdiš ali pa zavržeš, in sicer, a ti verjameš, da če ima podjetje vrhunski marketing, dovolj budžeta, da lahko karkoli splasiraš na trg? Ali je še zmeraj malo odvisen ali pa veliko odvisen od produkta? Ko včasih vidim kakšne oglase, reklame, pa pol malo pogledam podjetje od zadaj, pa si rečem, oh my god, to koliko delajo revenue, vrhunsko. Tako da evo, ena teza, ki me zanima zdaj, ki nas strokovnjaka. Mislim, ful dobro vprašanje, tako da hvala, veš, moram razmisliti. Jaz mislim tako, da se lahko, pa govorimo, ali je ta business model sustainable, koliko bo akvizicija stranke. Če to omogoča in greš potem s tem naprej lahko, je pa to dostkrat, zdaj, če malo apeliram na kakšen e-com ali kakor tako, ker se dosti stvari prodaja, ki pač nimajo res za neke vrednosti, pa se sem nek hype ustvar, tam pa zelo dobro razne platforme služijo, ker ti moraš dejansko akvirati vsako stranko. Okay. Mislim, sem pa bolj zato, da imaš dober produkt, dober servis, da imaš svoj preposition in pol iz tega gradiš. Da marketing je tist, ki ti pomaga, se pravi, jasnost dati, druga stvar je pa, da ti omogoča scalability. Se pravi, pridobivati nove kupce. Se strinjam, ful dobra razlaga. Tako da, dragi poslušalci, evo, tole bomo naredili en reels. Daj mi povej, za tiste poslušalce, ki ne vejo, se pravi, kaj je to SOF, kaj je to SOS, kjer si tudi v upravnem odboru, kaj je tvoja funkcija kot predsednik Združenja agencij, tako da nam malo ta slovenski oglaševalski marketinški svet predstaviš. Mogoče začnem pri SOS-u. Okay. SOS je krovna organizacija, kar se tiče oglaševanja v Sloveniji, je tripartitna, se pravi, noter je pač Združenje agencij, oglaševalcev in pa medijev, tako da je zelo dobro, ker so vse znanja pa neke dobre prakse ali pa tako se vse izmed temi tremi deležniki dogaja. Ti tri deležniki tudi tvorijo oglaševalski trikotnik, to je po kakšni teoriji, kako se delajo kampanje ali pa kdo je vse vključen, da ti res dobiš ta pravo zadevo, se na ta način tudi organizira. Zdaj, glede znotraj tega je Združenje agencij, tam sem tudi jaz predsednik, zdaj 4. leto, mi pa skrbimo tam za interese agencij in pač skrbimo, da neke dobre strokovne prakse potem prenašamo v celoten trikotnik. Slovenski oglaševalski festival, tako da sem v šoli. Moraš nam predstaviti, Slovenski oglaševalski festival je pa osrednji oglaševalski dogodek, ki se enkrat na leto odvije v Portorožu. So super predavanja, razne okrogle mize, na koncu pa zgodi tudi državno prvenstvo v oglaševanju. Tam se pa agencije, naročniki, vsi se pomerimo med seboj, kdo ima tisto leto, kaj dobrega za pokazati. The best. Hvala za ta povzetek.
Deva se še malo dotakniti in sicer, tako kot vsaka služba je tudi voditi podjetje, 45 zaposlenih in pa imeti teh izjemne, močne funkcije, verjetno tudi malo stresno, a ne? Kako se ti spopadaš s stresom oziroma kaj počneš, da ta stres zmanjšaš? Ja, definitivno človek mora imeti neke ventile, ne? Jaz se predvsem najdem v športu, tako da igram tenis, ne vem, grem v fitness, kolo, kdaj tek, smučanje pozimi, tako da to je res tisti ventil, ki mi je the best. Je pa, mislim, dostakrat pa razmišljam o tem, ne, da bi pa tudi mogel iti kakšno, zmeraj sem človek akcije sem, ne, tako da jaz se sprostim tako, da je full akcija, ne, tako da bi zihrekle rad kdaj probal tudi kakšno meditacijo ali pa kakšno jogo, ampak upam, da mi rata, no. The best. Greva se malo še dotakniti, preden greva malo na tvoje osebno življenje, kaj rad počneš, še eno vprašanje se mi je porajalo in sicer danes kot nek potrošnik smo bombardirani, televizija, radio, podcasti, internet, kamorkoli gledaš, milijon enih oglasov. Kako danes v poplavi teh oglasov ti pomagaš enemu, recimo naročniku, stranki, da pride do te vidnosti? Kaj ti svetuješ kot strokovnjak? Ja, mislim, da najprej mora imeti zelo dobro razdeljeno ciljno skupino. Pa res jaz verjamem, da oglaševanje funkcionira po interesih, ne po klasični demografiji. Kaj ne vem, zdaj tenis ti lahko en igra, ki je star 14, pa en, ki je star 70, pa ima čist drug lifestyle, ampak bo lahko še zmeraj neki isti servis vzel. The best, yeah, good question. Kako pa ti gledaš na poplavo teh medijev, ki je res zelo veliko tega? Ja, zelo je veliko. Tržno smo v času tržnega komuniciranja. Zdaj nekaj lahko govorimo, koliko se vsi oglasi servirajo, drugo lahko govorimo, ne vem, koliko so kakšne platforme, tudi kakšne obstajajo vse odvisnosti, ne, ki pač tudi vemo, da imajo neko tveganje, pa po moje še tega čist dobro ne poznamo. Je pa tako, ne, človek, ne vem, na srečo ali kakorkoli, ljudje imamo zelo dober obrambni mehanizem, ne. Mi imamo filtre, ne. In točno veš, ne, da če boš nekaj iskal takrat, ne, ko se boš pelal tamle po Celovški, boš videl 5 oglasov za avto, pa cena, pa kakšna je vse, ne, takrat pa ne boš se pa mimo pelal, pa te tudi... Najboljši oglas ne bo premaknil, ne. Mislim, oziroma bo te res moglo nekaj skoraj glih pred tebe skočiti. Pa še pol, ne, če te bo zmotilo pri tem, kar si se ti namenil takrat delati, ti ne bo fajn. Tako da jaz mislim, da oglaševanje mora biti zelo priročno, tako da rečemo, ne. Se pravi, takrat, ko ti razmišljaš, ne, ali se pač ukvarjaš z neko stvarjo, ne, ali je pač določen lifestyle hočeš furati, ne, se pravi, da je tisto, kar gre v smeri tega, tudi kar si ti želiš. Ne. Dajmo še to razložiš, mogoče če kakšen poslušalec ne ve, in sicer vi ste agencija, ki ste digital first. Kaj to pomeni? Mogoče za razliko od klasičnih agencij, ne, glih ta uvid, ne, ali pa tisti motivatorji, kjer visoko sem prej malo razlagal, ne, mi iščemo to na digitalu. Ne. Se pravi, večino naših kampanj bo najprej funkcionirala na social mediji, pa to razširimo še na ostalo. Ne. Se pravi, ne gremo najprej delati video, TV spot, pa billboard, ampak začnemo na digitalu, pa na koncu bo tudi TV in bo tudi billboard, ne, sem drug insight. Ja. Včasih je tako delal, naredil si TV oglas, pa naredil si billboard, pa so pa prišli tam, pa so rekli tam enemu digitalcu, da je nekaj nared, da bomo še gledali nekaj dali na Facebook. Ne. Mi imamo v štartu že drugačno in logiko in nam se rečemo 70% projektov se nam nekje tako zgodi. Se pravi, da gremo na ta digital ali pa social insight. Dobro, pa verjetno tudi lahko več meriš, več nekih insightov, kot si rekel, kot pa nek klasično oglaševanje v nekmu... Neizprostno je, vidiš, tukaj je bil prej šlo ga AI, ko sva se pogovarjala, ne, tako vidiš, ali je funkcioniral ali ni, ali so ga ljudje pograbili, ne, in to ne rabi to glas, lahko je tool, ki ima nek engagement, ki ga ljudje uporabljajo, ne, pa s tem pripelješ potem noter svojo blagovno znamko, ne, tako da spreminja se dosta, ne.
Kako pa ti opažaš zdaj v zadnjih, recimo 15 letih, ko se vse premika bolj v digital, a bojo te klasični mediji, ne vem, revije, časopisi, radio, ne vem, verjetno še kakšen, ki si ti bolj v tem svetu, a bo to preživel, se vi kot agencija, tako kot si rekel, bolj nagibate digital first, ker je boljši doseg, hkrati hitreje vidiš, ne, je nekaj efektivno ali ne? Mislim, mi predvsem jemljemo digital kot resen kanal. Ja. In tudi zaradi tega gremo, je naše razmišljanje ali pa filozofija, tako kot sem prej razložil, ne podcenjujemo pa drugih medijev. Ne. Če hočeš doseg narediti, ne. Zdaj, tudi odvisno, kaj iščeš, ali hočeš pač nek lead dobiti, ali hočeš nek engagement narediti, ne, ali hočeš pa doseg. Se pravi, da bo to res šlo okoli. Ne. Tukaj pa še zmeraj v Sloveniji televizija, full močen medij, pa billboard je tudi, ker tudi če enkrat naj bi bili pred ekrani doma, ne, imaš pa zunanje oglaševanje, mimo katerih praktično ne moreš iti. Zdaj, tiskani mediji pa so v upadu, ne, tako da jaz mislim, da oni imajo pač največji struggle, samo nekako se pa tudi ti tiskani mediji, to je mediji, ne, ki so potem prisotni malo bolj na spletu, pa neke nove načine iščejo. Ne. Zdaj, mogoče to samo printanje na papir, ne, tega bo mogoče malo manj. Hvala za insight. Greva še malo na fun facte, na personal, na osebno življenje. In sicer, kaj je kakšna knjiga ali pa najljubša knjiga, ki si jo prebral, ki ti je pustila nek pečat? Ja, rečemo Atomic Habits, mi je bil super. Zaradi tega, ker gre tako, res uporabno, ne, tukaj je zdaj ta malo inženirska. da nekaj uporabnega dobiš. No. Pa bom rekel, da če jo 10% uporabiš, si lahko dejansko, ki je pač malo life zboljšaš. Se strinjam, ja. Ko sosedeš v dnevni sobi z družino in prižgeš televizijo, kaj rad gledaš, kaj gledate? Kakšne serije, kakšne filme? Ja, mislim, zdaj skupaj ne gledamo. Mislim, gledamo... No, ja, ok, vse prilagodite. Bubo, pa ne vem kaj, ker imamo malo mlajše otroke. Drugače rajš kakšno družabno igro. Mislim, se rajš tem zabavamo, pa gremo ven ali pa kakšno aktivnost, tako da to je tisto, kar aktivno preživljanje prostega časa. No. Top. Če bi ti zdaj vzel telefon, katera aplikacija je najbolj uporabljena? Ali pa kaj največ? Kaj je na prvem zaslonu? Google Maps, po moje. No. Tu mi je ena taka prva neka uporabna aplikacija, ki zmeraj nekam greš, pa je že kar prek Google Mapsov gledamo lokacije, pa neke dodatne informacije. Ne. Pa še, ker sem tako malo bolj vizualni tip, ne, pa so pa še, kakšna promocija, ne, v glavnem pa so pa še kaj satelitski posnetek, ne. Jaz ko mi en prime telefon, ne, in mi da na 2D, iz tega sploh ne šteka, ne. Ta realness, ne, pač sem pogledal, ne, in mislim, pol ne rabim več, kdaj sploh ne rabim vklopiti, pa si zapomnim približno nekaj in pridem pač direkt kad treba, no, tako da v bistvu je ena taka res uporabna, ne, full appov, ne, problem pri appih je ta, da ti bi nek app delal, ne, pa ti pa se pravi frekvenca zmanjka, ne, ampak pač to je pa res un app, ki ga boš prijel in ga uporabljaš. Ne. The best. Peva še na zaključno vprašanje, najpomembnejše, mi imamo kar nekaj poslušalcev, mladih, pa hkrati tudi že izkušenih direktorjev, predsednikov uprav, članov uprav in tako naprej, direktorjev. In sicer, kakšen nauk ali pa več naukov kot neka zaključna misel bi dal našim poslušalcem? Ja, mogoče s tem, kar se najbolj zadnje čase ukvarjam, ne, ampak to je pač gre malo v biznis, ne, pa mogoče tudi komu lahko za personal life. Ne. Overthinking, ne, it's not a strategy. Ne. Tako je včasih toliko preveč premlevamo pač v neki stvari, dej tiste pros, cons, pač odloč se in pač nared, še zmeri boš lahko pol popravil. Včasih ne moramo v glavi postaviti tistega idealnega scenarija, tako da verjamem, da kdaj je malo več akcije, pa malo manj pač razmišljanja, da je lahko pač za vse nas boljš. Sploh zaradi tega, ker smo toliko poplavljeni z nekimi informacijami iz vseh strani.
Pol zelo verjamem nek balans, ne? Če hočeš nekaj delati za res, pa če hočeš biti v nečem res dober, ne? Se pravi, boš šel v neke iberture in na drugi strani pa rabiš tudi regeneracijo, ne? In na ta način se lahko tudi pušaš, tako da brez drugega dela pa ne gre, ker pa lahko pregorimo, pa že vemo potem, v katero smer gre. Pa ne, še ta je pa zelo basic, ne. Kdaj, ko nam nekaj rata, ne, in nekaj vztrajamo, ne, in potem smo zadovoljni z rezultatom. Pol to jemljemo za samoumevno, ne, in gre tako, ne, pač ne podri z ritjo to, kar narediš z glavo. Ne. Vrhunsko, res the best. Tako da, dragi poslušalci, z mano je danes bil izjemen gost, Dino Zupančič, solastnik in direktor, oziroma partner in direktor agencije 101, partner v agenciji McCann Ljubljana, mednarodni agenciji, član upravnega odbora Slovenske oglaševalske zbornice, predsednik združenja agencij, mentor, podjetnik, tako da ogromno nekih klobukov. Tako da, Dino, še enkrat hvala za izjemne insajte, tvoje poglede, znanje, izkušnje, res hvala. Hvala za vabilo, super je bilo. Spremljate nas lahko na vseh 13 kanalih, kot so Spotify, Apple, Google, Castbox in pa tudi YouTube, LinkedIn, Instagram in pa Facebook, kjer imamo že ogromno skupnost, kjer nas je preko 2000. No, pa tudi novo spletno stran beyondleadership.si. Se že veselimo vaših novih poslušanj in pa dogodivščin.